Že? Ja, pa se to bolj izporežno s tem, ne? Dobro. Bomo pili. Tebi ni problem to dati nam? Ne? Narediti, mislim. Ne. Veš kaj, enkrat sem zamudila, sem bila s puškom in je nagajal in sem mogla iti ven, veš. Ni panike, imamo posnutili vse. Ne to, neko drugo zadevco. Tisti, ki je prihajal fant za predstavitev knjige. Predstavitev družine? Predstavitev družine. Moram pogledati, če so snemali. Se spomniš? So. Koliko pa mora biti, ja? Ti bomo podozriti, da boš. Tudi mimo jutri, magari zjutraj. Zjutraj sem v Kopru na tečaju. Če ne bo te bom pripravila, bom pustila na namizu, tam v središču. Ma pusti me, da ti povem do konca. Hodim na tečaj, računalništva in ti bom pomagala, če boš kaj rabila. Worda, Excela, Access, tudi to. Internet bomo delali, sem naredila izpit, enega smo že imeli, oziroma 3 dela. Vse tem je ful dela, po moje sedaj, ker ogromno ljudi potrebuje nekoga. Samo da si vzame čas, da je z njim, da mu kaj pokaže. Ker recimo ti starejši se zmotijo, hoče vse sami, sem že učila. Jaz sem probala tudi... Ko si vse dokriv ti, imaš in... Ja, veš kaj, posebej se klikneš v tableto, celico, ne, in ti napišeš številko, on neki naredi. In zakaj je to? Ja, zakaj je to? Dobar dan. Drugače je malenkost, ampak če ni... Ja, mi pa možno hočeš sedeti, to je sedeti. Ne, veš, sem mi je žalno. Ne možno posileče. Prav. Posijemo prijatelj. Ti, da ne piše? Ali že bil slučaj? Ni še Ništa je sporočila. sporočila, ne? Pa lani je bil. Lani je bil. Ali nismo? Ali bil doš pa ni bilo? Lani je Ti se ne spomniš, mi nismo bili tudi. Mislim, če bo ko lani, mogoče ne bo. Rekla ja za piknik tudi nam sem. Samo je bil resno, doš kar sem kaj lani. Ni še nič. Samo spomniš, ker zadnja vaja, če so bile smili. Tudi mi Pa da ne. nas ni izbrisala kako hitro. Ne, tudi mi ne, ampak nam je že povedala za piknik predtem. Ja, se rekla neki datum, ne? Možen. Nema, ne. To lahko povedala. Meni ta sodelovka, ta Šareka. Ja, ona Ivančica. Ja, ona me je poklicala, mi se povedala, kako je bilo. Sem je klicala, da ne pridemo zadnjič, ne pravič. Mi tudi. Mi smo na tisti ljudje nam javili, rekla, ok, ampak nič ne javili smo, da nas ni pozabili. Mislim, da ne. Da sem tam 15. Ne, če vse po vrsti, da pa predno hodi, bi znala. Že Ivančič je bovino malo prmetne. Kaj ja, verjetno, to tako. Nisi bila krivo na Mišani? Nisi Vem, mogla? kako bi se bilo, da se to bi pa. Nisi mogla? Ne vem, kaj je vse sklest, da kako se je splet dogodil, da nisem prišla. Sem čula, sem jim povedala, da nekaj vedela. To je bilo super, ne? Polno ljudi. Ja, je ti šle? Ja, še ne vem. Včer. 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 Za eno mlado mi je uspela. Kaj mi to povedala? Zdaj mi je uspela prijeti sapa. Se je prav, da si vstal, da ni šel, ker je videl, da je bila kratko staniš, ne? Če bi spravili, sem brala, ne, da nikoga več vidiš, da mu ne gre. Sem nekaj ne znam, ne? Naslednjo sredo. Baterija je polna. Ja. To noben ne bom razločila, da se sredila, ne? Delanje Maja. Maja, to slušam. Maja, si si meni
ma njima ćemo sjesti. Še to je, ne da bi tako lijepo se potpuno. Ona ima 200 I kad sam išla sam, mazi, je problem se da će se čajci dobilo na vele ja sam išla na Ne, glasi, ako se drži glasi, ima to što ne Ne, on me je počakao tu, ne mogu tu. Ja. Na autobusu čakala jedna uro iz Kopra, mogli sam pozabiti. Slabije bolje najveće ne bi šla, ja sam bila bez mobila. Možda se nekak idem iskati od 9. Treba nisam bila sa auto, sam dala jednu. Vse na rok, mislim je to sve. Ja sam pršla, mislim da sam pogledala gdje je došlo. I potem što sam se išla njega, sam stala se dovoljna, ustala tle, i lepo. In dejansko vse v naši glavi začela razmišljamo, če si dovolimo, da nam čovonki izsnijo razmišljamo. Na korist. Meni bi bilo šalo. Jako je jako malo način zdravljenja. Ja sam te postavila 5 minuta dovoljno. Spajati neko dvorano. Je bilo tudi v sredo. Nina predstavila knjige na... Ja, nisam gledala. Recimo tisto mi je tudi izgledala. Nisem šla za tem. Dobar dan. Dobar dan. Oživijo. Si tukaj, bravo. Sem prišla predtavno izgledane. Tako da so šla oba v isti smeri. To je ročno, da je prinesel. Vazo, ne sem upala. Je pa lepa, hvala. Rumena. Ne sem vazo, me bo jutri razveseljevala. Ne sem takoj za prvo pomoč. Barna. Izvrka, ne? Narava, moramo biti povezani. Točno. Sem imela na 6. nadstropju v Kadi na balkonu, na bloku na 6. nadstropju, prvi pasiko, rože, vse. Doma, v Kopru. Se da, kjerkoli, se ne vidim. Kako si? V redu. No, danes bomo mečkan tudi zdravljenje. Pa bom enega prostovoljca rabil, če ima kakšno težavo. Jaz imam težavo. V redu, jaz se. Namreč, kako je s prostovoljcem? Prostovoljc mora imeti težavo, pa korajžo, ne? Da lahko pride gor. Jaz nimam koraže. Ja, pa blevo, pa si takoj rekla, evo, ne, takole, ne. Ja, če si sam, ne, rekel 5-6. Če bo polna dvorana, potem... Ne bo v tem vremenu, ne bo. Tam nimaš težavo. Veste kako, kolikor nas bo, nas pa bo. Tako je. Tako je. Če ste verni, veste, koliko ima Jezus apostolov, ne? Samo 12, ne? Pa kako se to razmahnili, ne? To je 12 ljudi, ne? Vsak je na svojem področju dela. To bi morali imeti tudi na nivoju države. Tis me nič ne zanima. Zdaj, kako je? Jaz mislim, da sem prišel za to na svet, da bom dobil gotove izkušnje. In da mi te izkušnje sigurno koristijo za nadaljnjo pot. In če imamo to pred sabo, je ušte živeti. Dobar dan. Če je še teži, so te preizkušnje tebe. Kako dojemamo? Kako zavestno to dojemajo? Ali je to bolečina, je bolezen ali je karkoli. In
Noben ni brez težav. Nihče ni brez težav. Čim se rodimo, ne, že ta prehod, ne, to se pravi iz vode, ne, pitje iz vode pride na zrak. Kakšna huda sprememba je to. Še dobro, da pozabite, mora da je zelo huda. Mora biti, ja, mora biti. Se zato smo pa tako navdušeni, ne, nad dojenčkom, ko začne, ko zajoka, ne. To se pravi, je pa šel v drugo sfero, je pa šel. V drugo sfero, začel je dihati s pljuči, ne. Začel je dihati. Prej je bil pa vodno bitje. Malo bomo še počakali, ne, bomo pa začeli. Ma kdo mogoče kakšno vprašanje? Jaz imam vprašanje. Ja, kar. Muca mi je nekaj izbolela, ima 15 let. In se je pojavila neka bradavička na nogici, ne? In to sem dala zdravljenje v željo. Kako? Sem dala to njeno zdravljenje v točko, v željo, takrat, ko smo imeli, ne? In se je naenkrat tako poslabšalo, sem mislila, je konec, da bo umrla. In je bilo to 2 dneva, niti jedla, niti pila, nič se ni pogovarjala, je bila tiho, mirno tam spala ves čas. In naenkrat... Bolj na glas govor. Naenkrat oživela. In danes smo se igrali, vse super. To se pravi, vse izboljša. Ja. Bravo. Bravo. Danes je. Ampak jaz ne razumem. Tisto na nogici je še vedno tam. Kaj se to dogajalo zdaj? Nikoli v življenju ni bila bolna. Mislim, nikoli ni bila bolna. 15 let je, nisem peljala veterinarju, razen sterilizacije. To na začetku. Ja, sej, muca ima na svojo življenjsko dobo. In ne moreš pričakovati, da bo ena muca živela ne vem koliko. In ko se enkrat pojavlja težave, to se pravi, ne, se počasi začne poslavljati. Ne. Zdaj, sem jo prekinila, sem narobe naredila, ne vem. Ne, prav si naredila. Zakaj? Zato, da imaš ti izkušnjo. Ti imaš izkušnjo, zaprosila si tukaj, muci se poslabša, potem se pa zboljša. Ja. Ti imaš izkušnjo, da se to da doseči. In zate je to biser. Vi, ko ste tukaj, pa zaprosite, pa se vam to zgodi, da je dobro, ne. To si zapomnite. Tako je treba zaprositi v sebi, v svoji energiji. Jaz že 3. leto mi se verni spomnijo, razen za zdravje. Kadarkoli sem zdravlja, najbrž ne verjamem, da se lahko. In zdaj sem ali pa ne smeš, ne? Ali pa moraš imeti to težavo. Ja, mogoče. Da me poznaš Veste, čas. ene bolezni se da ozdraviti, druge se pa ne da. In lahko hodiš v zdravniku ali pa treba se je lotiti jedra. Ja. Zakaj je ta bolezen? Kje je jedro? In ko enkrat to jedro odkriješ, potem je šele lahko zdravljenje. A ne? Dokler pa mi samo površinsko zdravimo, a so to tablete, to se pravi, obvladamo stvar, a ne? Obvladujemo z voljo, s tabletami, s telepatbo, prikrivamo te zadeve. Jih prikrivamo, to se pravi, jih kontroliramo, ne. Ko pa enkrat to prepustite, ne, energiji, da ona sama pokaže, kaj je vzrok. To se pravi, napetosti, ko se pojavlja noter v telesu, če treniraš proces prisotnosti, ne, če si ga sam prebrala, boš šmoh, ne. Ampak če pa to trenirate, točno dobite napetost v sebi. In če to zdržite, ne, ta trening, se pravi, jedro začne, a ne, se približaš temu jedru. In ko enkrat to dobiš,
potem to zdravljenje je lahka pot. Ali pa težka, ne? Ali pa težka. Pri procesu prisotnosti, ne? Noter povedi. To je, prav to sem napisal, za hrabre med najbolj hrabrimi. To ni enostavno. Ja, bližji se vseh. Veste, jaz to griznem, ampak vas bom iz ljubezni, ne, drugač ne. Veste, nekaj, karkoli trenirati, dobi človek en smisel. Jaz sem vam o sebi že pripovedoval. Jaz sem bil alkoholik. Čeprav... Nisi tega povedal. Nisem povedal. No, evo. Si povedal druge stvari, ampak... Kako sem začel na sebi delati? Bil sem alkoholik. Po poklicu sem socialni delavec in sem tam testiral mojo delavce in sem rekel, ja, kaj pa jaz, ne? Ja, sem šel skozi mesto, pa sem spil tako mogoče ene 3 kavice, ko sem ene 3 kolege srečal, ene 3 konjake, ne? Ja, 3 konjake, to je pa veliko, ne? Za zdajšnje čase mogoče ni. Takrat je bilo pa to čisto normalno, nekako to nič takega. Potem sem začel pa, sem rekel, bom pa začel tole beležiti in sem videl, najmanj 3 vsak dan, ko sem šel iz službe. A ne? Ja, sem rekel, tole pa jaz prekinil. In 10 let nisem pil. To se pravi, bil sem star 33, ko sem to obeležil, pa sem pa rekel, če grem v družbo, veste kako je, v družbi nazdraviš, ne, jaz pa ne pijem. In sem bil že nekje, sem se mogel že zgovarjati, zakaj ne pijem. Sem rekel, 2 deci bom spil, pa ne več. Ampak veste, kaj se dogaja? Pri 2 deci se je moje mišljenje popolnoma spremenilo. Zakaj pa ne bi še 2? In je sam še prišel eden, pa je rekel, pa, evo, sem videl, da si spil 2 deci, jaz sem pa otroka dobil, pa en strašen užas je bil, ne? Daj z mano na zdrav. Če sem jaz spil še 2 deci, sem zajadil. In tako sem se jaz boril 3 leta, da bom spil samo 2 deci. Nisem mogel. Nisem zadost močen, da bi spil samo 2 deci. Nič več, ne. Potem sem bil pa enkrat tako, sem se napil, da sem bruhal žolč. Sem rekel, jo, a tole bo tebe dajal, a taka reva si, a sem jaz, ali je to? Nisem nehal. Bil sem star 43 let, zdaj pa računite, jih ima pa 77 in do danes. No rečem, mogoče bom prišel v kakšno tako krizo, ne verjamem, ne. Ampak pustimo, ne. To je dolga doba. Moji kolegi, ko smo takrat, kaj ste mogoče en konjak spili ali pa 3, jih ni več. Jih ni več. Nobenega. To se pravi, to je bil prvi korak. Sem rekel, pa vse, to pa je nekaj. Ampak, jaz sem tudi kadil. Pa to sem kadil. Jaz sem toliko kadil, ne, da se mi je to, nisem imel pravega vonja. To se pravi, studi se mi je to. Ampak, cigareta me je zdaj bolj vlekla, kot pa recimo pijača. Sem rekel, pa to bom jaz
nehal, pa sem prijel cigaret zvečer in sem ga vrgel stran, sem rekel, ne bom več. Tudi dan sem prišel v službo, še že tako nasprot sedel, pa pošgal, pa tam nekaj pisal, ne. Sem rekel, Franca Demenček. Prav, spet nimam. In tako sem požgal. In to ni bilo enkrat, to je bilo najmanj 10krat. Potem sem povsem povedal, jaz bom nehal kaditi. Tole je zadnji cigaret in sem ga vrgel stran. Veste, potem je bilo pa pred ljudmi neroden in sem zdržal. Kadil sem pa 4 pakičke. Na dan sem kupil 4 pakičke. Tako da me je bolj držal kot pa alkohol. Hujš kot pa alkohol. Koliko let? A kot ne? Koliko let jaz kadil? Ja, zdaj 34 ne kadim. In ne pijem. Potem sem rekel, če sem pa to zdržal, bom začel pa telovaditi zjutraj. In sem začel telovaditi. Veste, kako je bilo 20 let, se naredite, kar težko, ne. Kar težko. Ampak sem to vedel, da jih bom zmogel, ne. Sem naredil 20 let, pa sem naredil most, pa sem naredil zgib nazaj, ne. Potem na glavi, ne, tudi most. Tako da grem s čelom, ne, naprej. Da je glava tako, se jaz to pognem, ne, in potem do kolen dol pa dvigam, ne. Veste, in dobite vratne mišice močne. In ko dobite vratne mišice močne, tudi glavo lažje nosite. In je treba tudi razmigati potem, ne da samo zakrčite. Tako, in te vaje delam kar od 43 leta naprej. No, to je osnova, ne. Potem je pa še meditacija. Moji kolegi so bili vsi, kaj ste, so bili vsi željni položajev, v službah so se zelo dajali in vam povem, te kolega sem tudi vse pokopal. Ker je toliko stresna situacija, da on ni zmogel imeti dovolj časa za lasten razvoj, za samodisciplino. Saj so tudi tekli. Tek je krasna stvar, ampak to je na fizičnem področju. Mi smo pa pač človeška bitja in imamo ego zelo močen, ko se ločimo od živali, ne, zato to rabimo, ne. Za varnost grebemo čim več. Pozabimo pa pravzaprav, ne, na to, zakaj smo pravzaprav prišli na svet. Da smo prišli zato, da se na Zemeljci nekaj naučimo. In sem vesel, da prihajate na tele delavnice in sem tudi vesel, da trenirate. Veste, samo na delavnice hoditi, to je podpiranje ega. Malo več vem, a ne, zdaj sem pa jaz to. Tako da, če pa vsaj 2 minute in začnete drugače obnašati. Zdajle, ko jaz ne bomo več delavnic, tako, a ne, pa ne bom več terapiral zdajle čez poletje, bom šel na presno hrano.
Veste, jaz presno hrano. Telo se mi kar ne ježi. Ne? To ni lahko. Ne? Zato, ker moje telo točno ve, da bo to muka. Ne? Samo sladko, pa sadje, pa to je zraven, pa jasno, treba je vse tako normalno se vesti kot običajno. In bom šel na presno hrano tudi letos. Imam prijateljico, sem jo peljal prvič na Grintovc in sem rekel, vidiš, tole so pa, tele skale so pa kumare. In sva enkrat prišla potem na Kamniško sedlo, tisti lastnik je tle iz Portoroža, Simon, ne vem, če ga noben ne poznajo. No, ta Simon je zelo prijazen možakar, tako skrbnik je gor in moja prijateljica prav. Veste, ko sva prišla na Grintovc do Kumar, tako, kakšni Kumar? Sem rekel, ja, to sem jaz rekel, da so to Kumare. Te skale, ta zadnje, ne, tam sem jaz to omagal in sem mogel 2 kumari pojesti, da sem lahko do vrha prišel. Ne, in tam jaz pravim, mojem nek, tle so pa kumare. Prav, tako je to, sem ga polomila, sem rekel, nič ga nisi polomila. To je zdaj ime teh skal. Ne? Ja, zame. No, dober dan, kar naprej, dobrodošli. No, tako da v hribe, ne, hoja v hribe. A veste, planincev je 100 000. Registriranih 100 000. In kaj naredi planinc, ko pride gor? Saj šlice žganjanje. To je zato, da se ne bo priplavil. Pa še kakšen pirček, ne? In potem še malo zapojejo, pa je luštanje. Veste, če gremo v hribe, zelo globoko dihamo. In ko hodimo v hrib, ko že globoko dihamo, dajte dihanje opazovati. S tem, ko opazujete vdih, ga oplemenite, se zavedate energije, ko jo dihate. In to je to. To je to. Ja, jaz sem vam zdaj povedal, kaj vse sem ga lomil, ne? Ampak sej vsak alkoholik misli, da ni alkoholik. Veste, vsak alkoholik. Ampak začnite z majhnimi koraki. Ne vse naenkrat. Vse naenkrat se ne da. Če boste pa z majhnimi koraki, se pa daleč pride. Slovenski pregovor je počas hodi in prideš daleč. Tisto kot dirka, ne, je sicer lepa brzina, uživajo, ampak ne, največkrat je to zgrešena zadeva. Tako, danes sem rekel, da pripravite predloge, kaj bomo peli. A ima kakšen predlog? Kako? Bomo peli, ja, ampak mislim, da skupina, da če bomo nadaljevali, da bomo pesemco zapeli. Ja. Mislim, dekle je po vodo šlo, pa se zelo nič. Mislim, da je bilo dekle je po vodo šlo, da je bilo rečeno. Aha, tako. Ne vem. Ja, pa, pa zapojmo to. No, pa dajmo. Dekle je po vodo šlo na visoke planine. Dekle je po vodo šlo na visoke planine. Vodo je zajemala
deblo je usmiljeno, je ribico sprostila. Deblo usmiljeno, je ribico spustilo. Dobar je, da ne bo predolga. Poslušajte, zdaj se pa pogledajte, kako sedimo. Kako ste sedeli, ko ste peli. To je treba zravnati hrbtenico. Zravnati hrbtenico, pa glavo po koncu, da je tudi tukaj hrbtenica ravna. Potem, ko pojemo, ko odpiramo usta, odpremo toliko, da gre jabolček dol. Da ne pojemo z grla, ne, ampak ne, da odpremo to. In potem pride drugačen zvok. Potem pride to drugačen zvok. No, zdaj se pa zravnajte lepo, zravnajte, pa bomo še enkrat samo prvo kitico. Dekle je po vodo šlo na visoke planine. Dekle je po vodo šlo na visoke planine. Dobre, ste čutili, da je drugače? Ja. In ko boste, če boste doma, vežbite glasove petja. To je alkimija glasu. Zadnjič sem vam govoril o tem. Bomo zapeli za spodnjo čakro O. S tem, ko vam to razlagam, če zdravite čakro, to se pravi, zdravite ta predel. Če imate zlato žilo, ali pa da imate težave okrog spolovila, je to O. In O bomo zapeli zdaj 5-krat. Zravnajte se in pojemo O. Odpirajte. Vibracijo. To je za prvo spodnjo čakro. To je O. Zdaj bomo šli pa na U. To so pa ledvica, mehur. In je U. 5-krat zapojemo. Pa malo pazite, kako, ko vdihnete tako, da boste začutili zadnja rebra pri vdihu.
Kole se kar primite se vzad, da boste, ko vdihnete, da boste začutili vdih. Ne s trebuhom že, ampak zadnja rebra moramo začutiti, ne, ko vdihnemo. Začutili vibracijo? Namreč to, kdor boluje na jetri, na ledvicah, na mehurju, naj poje U. Ko imamo pa plexus solaris, to se pravi tretjo čakro pod spodkom, pojemo pa OU, polovico O, potem je pa U. In gremo 5-krat. Glas, kako se ujema, kako to začne drugače zveneti, kot če bi sam pil. Zato je skupina zelo močna. Da že prevetim še in lahko. Zato pa, ko smo v družbi, ko to pojemo, je močna vibracija in je tudi zdravljenje. Ne. To, kot je Gospod rekel, Om je
najvišja oblika molitve. To je OU, še M. M pa zazveni v jeziku. Nekaj smo že OU, bomo pa še OM. Da se primite takole gor, pa boste videli, kako se to možgani masirajo. To je, če imate priliko, doma, pojte tisti zvok, na kar bojujete. Zdaj imamo pa samo še A, to je pa osebna nota. To je osebna nota, A. A odprite čim bolj tako pojete. Pa zravnajte se, ne biti naslonjen, po koncu vsete, ne se naslanjati, po koncu.
tole začutite, ne? Ko tole začutite, ko ste to trenirali, boste začutili, kako ta glas v vas sedi. Kot da sedite na stolu. Kako je to močno. In ko boste to enkrat uvežbali, to je osnovni glas, ki je glas naše osebne note. A veste, vežbajte A. To je srčna čakra. Srčna čakra je ena najmočnejših. Srce je pravzaprav samostojno auro. Je samostojno deluje. In če ga mi spodbudimo glasom, s to vibracijo, ga pripravimo do tega, da začne srce delovati. Da dobite notranji mir. In ko boste imeli notranji mir, ne samo meditacijo, tudi z glasom, zdravimo srce in ožilje, ker srce je pravzaprav tisti motor, ko nam poganja, ko nas poganja. In če temu damo energijo, smo zmagali, potem smo dimo. Zdaj bomo pa še I zapeli. I je pa za zgornjo čakro, zadnjič je zraven tebe nekaj začel peti, ne? Ja. Zvoniti, ja. Bodite pozorni, kako tudi doni, ne? Kako doni. To je temenska čakra. Gremo. Ste slišali? Prav glas se, zvok se v glas, ko ni naš, ne, ampak skupen. To je skupen zvok. Seveda obstaja. Težave z grlom. Z grlom, no. Aj bomo peli. Aj. Za grlom. Aj.
ker sem kadil. To vežbite, ne? To vežbite. Ja, pa kadici, vse se vam prav. Težava. Poslušajte, še enkrat bomo zapeli. Ampak zakaj? Zato, da boste odpirali usta. Zdaj ste kukar to zravnani. Zravnani ste v stolu, ne se naslanjati. Boste odprti in odpirite. Kot da imate nekaj zelo, rečemo eno kužo jajce. Ne? In gre. To gre dol. Ne? In ne pojete z grla, ampak iz vas gre ta glas. Ne, dajmo še enkrat zapet, pa odprite usta, kot da imate kulje jajce v ustih. Zdaj, kar smo pa živeli. Vse tole vzeli, ne? Ko imate glas, ko pojete, vsak poje nekako takole, ne, za sebe, ne? To ne poješ sebi, to poješ ljudem, a ne zato, da smo veseli, da damo eno energijo v sebe. Predstavljate si, da pojete ne tukaj, ampak vsaj takole. Pa gremo še enkrat tale aj. Odpirati usta, odpirati jajce, odprt, kolikor se da. A ste? Ja, se reče, pa tudi če ni. Pa se malo zdraš, če se pozitivno znašite. To je za pozitivno energijo v redu. Ker Pablo je bil zadnjič, a ne? Vam je razlagal, kje je on vse bil, ker so se pripovedovali, kje je on vse bil. Pa kako je on vse to obiskal, ne? In je povedal tam za eno mesto ne vem, ali je bil Alžir, ali je bil Tunis, da je bil tam. Pa se je zlagal. Ampak, a ni dobil potem, ne vem, če je to povedal, ampak, a ni dobil potem, čez kakšno leto, točno tam je imel on sestank z enimi šamani, točno v tem mestu. To se pravi, ni se zlagal, ker je življenje je sestavljeno. In tisto, kar rečeš, ali pa še želiš, je že tukaj. Ker sem rekel, da bom posvetil tole zdravljenju, bomo ponovili tehniko, ki sem jo učil lansko leto. Kdo se jav, da je kaj bolan? Vsi zdrav. Vsi zdrav. To je korežno, dekaj sem, ja. Poglejte, jaz bom to samo pokazal, vi boste pa, vsak ima enega zdravega, ne partnerja, pa boste malo poskusili. Najprej se mu odpre auro. Auro se odpre, takole. Tako, in še odzadaj.
Zdaj je aura odprta. Potem poskusimo, če jo lahko z energijo premaknemo. Lahko jo ne. Ampak, če jo premaknemo, se pravi, da bodo vsi vedeli, da je to energija, da to se ni kar sama premaknila. Če se bo. Poskusimo. Ste videli čutiti? Energija je to. To ni kar nekaj. To je ta energija. Vprašam, da energija je razdalja, če nema več, ne ima, se stišijo. Čutijo. Ja, jo začutiš, zato jo pa lahko premikaš. Telo se mu premakne. Ne, zakaj? Zaradi tega, ker je to premikanje energije. In če lahko telo premaknemo z energijo, to se pravi, da deluje. To Tomačič dela zaradi tega demonstracijo, da jih upogiba, mene pa ravno tako telo. A veste, to je... Tehnika za sprati to energijo in za... Veste kaj? Ko pridete takole, zdaj boste začutili njeno auro, in greste, skoncentrirate se... Tako kot čutimo, tako to. Se na točko se skoncentrirate za njo. In ko začutite to energijo, počasi lezete noter. A točko za njo. Tako kot mene gledate, ko vas pravzaprav zdravim s točko. To je zdravljenje. To je vse samo zdravljenje. In ko vi mene gledate, ste v točki in obenem lahko opazujete tudi mojo auro. Ker če me nepremišno gledate, začne ta aura delovati. Vidite vsi pa vidite zaradi tega, ker ste skoncentrirani na to točko. Če bi pa še malo višji pogledala, bi pa ta aura radala še večja. Prosim. Točko. Ja. Jaz ko gledam za srcem. In točko gledam za srcem, tretje oko. To je nekaj boljše. Pa vidiš iz tretjim očesom. Ne, ti gledaš v točko. Da gledam v točko. Mene gledam v oko. Ja, v redu. Ker točko zdaj se sprašujem. Ker, recimo, Pavlo je razlagal, kako to gledamo. Gledamo dlan, ampak gledamo vzporedno na svetlo podlago. Ko bi gledali mimo. Gledamo noter in začnejo prsti žaleti. Ali pa trenirate tudi, recimo, če imate drevo. Gledate drevo v sredo, pa poskusite gledati paralelno. In boste videli, da se kar naenkrat začne drevo ne samo širiti, ampak tudi auro dobivati. Ker drevesa imajo podobno auro kot mi. In boste, ko se učite aure gledati, in ko boste enkrat aure gledali, boste tudi barvo videli. In ko boste videli barvo, boste točno vedeli, kaj temu fali. Ampak da priješ od tega, da vidiš barvo, samo z vajga. To je samo vajga. Ja, nekaj se gleda samo visa. Potem pa, če boste to trenirali, boste ratali. Pojste. Zdaj, te sva prišla, auro sva odprla,
kinezo smo naredila, zdaj gremo na glavo. Ne? Tule v zatilju, pa glava, čelo. Zategnete dlani. Zategnete dlani. S tem, ko zategnete dlani, oddajate energijo. Ja, tako. Ne, kar prašite, če ne veste. Napnemo, ne roko. Napnemo. Če jo glava boli, jo očistimo. Takole očistimo. Če pa ne boli, pa samo zaglabimo. Samo zaglabimo. Zdaj gremo na srčno čakro. Zakaj na srčno čakro? Zaradi tega, da pacienta umirite. Ga umirite. Glavo smo delali pa zato, da smo spucali strese. Vsak ima strese. Ne glede tu, če smo v točki, pridejo pa večje težave. Ne? Tako da je treba biti kar lepo v sebi. No in srčna čakra, ko jo umirimo, isto. Če boluje na srcu oziroma na pljučih, to spucamo. To se pravi očistimo. To je potem, kot da skrpo brišemo. Mehko malo. Če pa nima bolečin, pa samo tako, kot da očistimo steglo. Ste rekla grlo, ošče grlo. Isto zategnem, in držim. Vsaj 2 minutki. Zakaj ne daste rok bolj narazen, ali mora biti tako blizu? Pri tej metodi, to je Domančičeva metoda, je treba blizu. Zato, da on začuti toploto, a ne da ga ogrejemo in potem vlečemo to ven. Bom pokazal še. Še ti, ko dela se na grlu, vizualiziraš te kaj ali kaj? Nič. Samo pustim, da energija teče. Ampak energijo ne samo od tukaj, ampak skozi dihanje. Vedno energijo dobivam skozi dihanje. To pa vizualiziram, če nisem zadosti spreten v energiji. Da jo zaznam. V katero točko pa dihate? V katero čakro? Poslušajte, jaz diham tukaj zdaj v tem. To se pravi gor, dol. Ta gor je lahko 11 km visok. Dol je pa lahko do sredine zemlje. Kje ima tudi drugo, ne? Teč more skozi. Energija mora teči skozi. Oprostite, ampak Domančič se nič ne dotika. Tlele ste pa vi glavo se dotaknili. Slušajte, on je moj učitelj. Jaz sem njegov učenec že 12 let. Glejte tudi njegove asistente, ko so skozi zraven. Sem. Ste ne? Ja pa? Jaz imam občutek, da se on nič ne dotika. Ok. Vam povem, da je lahko se dotikate. Če pa malo odmaknete, je pa močnejše. Čistem zato,
ker jo grlo matra. Kaj je to neko določeno število, ko je treba ponoviti? Ali... Ja, to je recimo od 20 do 30 teh potegljaje ponovitev. Ja. Pa vedno je treba spremljati z očmi. Ne? Zakaj pa vi hodite v Domačiču? Nič več ne hodim, blag sem. Tako, ne. Pred leti, jaz sem zmeraj bolj zdrava. Bravo, bravo. Res, no. Fino. A sva ukradla? Sva. S tem, ko vlečem ven, ohladim vodi. A ne? To hladista. To ohladim. Potem rečeva, da bova delala še reticanje. Ali pa, kaj bi še? Zmanjšati apetit. Greva na Plesno, ne? V podelj greva na Plesno, pa če boste zdržali en teden. Če bom jaz do oktobra, takle mladenič boste tukaj. Vsaj en teden. Ne pa bova videla čekaj. Samo solatko pa... Sadje. Težka, ampak... Bo. Ja, tako lepo. Tole lahko poskusite. Zdaj samo kažem. Lahko pa poskusimo, tako da partnerji med sabo malo povežbate. Lahko malo povežbate. In če boste to povežbali, se dotikam, imam zategnjeno. To dlani imam zategnjeno. Tako. Ja. A kaj čute? Ja. Kaj? Malo vibrira. Vibrira? Tako se prikaš. Ja. Ko je zanova predolg, da ne bojo okol padli. Slušajte, ko delam tole, to so na koncu prstov imamo najmočnejšo energijo. In s tem, ko naredim tako, sem jo pravzaprav prebodel z energijo. In zdaj pa očistim. Takole, da se to posilja. Te noge dala takole mišmene. Ne, takole, ja, takole. Takole voda. Ali pa če dava en stol, bo nič na to. Da daste noge na stol. Pa takole se bo usilila, da bodo videli. Pejte dol. Takole bo boljše. No, pa da. Vidiš? Odpljati. Roke daste gor. Se lahko naslonim ali skozi? Ja, tako naslonite se tako mogo.
zdaj zaključila. Zdaj ne pa pozitivno. Kaj je pozitivno? Pozitivno, ko bom gor vlekel, zategnem, pridem do vrh glave, spustim mehko in grem nazaj. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tako, ustanite. To sem dal pozitivno od sredi. Zdaj bom dal pa še po hrtu. Po hrtu daste bolniku, ko ima slabo kri, jo zboljšate. Isto zategnem gor, dol mehko. Takole, se tako obrnete. Zapiram avro. Zapiram avro zaradi tega zapiram, da ne dobi drugih vplivov. Je samo to, kar smo mi delali. Takole. Zdaj jo poudarjam tukajle udarjam. Pa to kar močno. Zakaj? Zato, da vsi organi začnejo delati sesteze in sočasno začnejo delati. Takole, samo obrnite. Takole. Okay. Tako gre domačičeva metoda. Zdaj pa lahko prikažemo še Teslino, če ste za to. Ja. Bomo dali pa še eno mizo zraven. Lahko sem nekaj vprašal, kaj pa tega metodo okvirji, ko je zdaj zakon, ta Bratuškov zakon, ko so, da ne bo več teh metodov. To je šamansko zdravljenje. In šamani so bili pred 30 let in bodo. Zakon gor, zakon dol. Ne glede na to. Jaz lahko bolnika zdravim tudi nadaljavo. Ker daljave ni. Tako bo tudi tako. Vsi smo isti. Več uložiti. Boš izčuti. Lahko probamo nekoga zdraviti in pogrešimo, da ne zapremo avli. Lahko naredimo tudi napako, se moramo bati to delati. Ne se bati. Vedno, kar boste na drugmu naredili, ste naredili pozitivno. Ker ste šla iz srcem to naredili. Ker ste iz dobrega dela to začela delati. Ne zato, da se boste, kaj ste rekli. Za pomaga človeku, ne? Zato, da se pomaga. Kadarkoli bo pri človeku pomagali, vete, da ste naredili dobro za njega, oba sta dobra pozitivno. Sam sebe je pa le treba očistiti. Kdo se javlja? Ajde, malce, da bo, ampak da bova dolg, kar urešite. Ja, kar urešite. Ja, v kavču, ja. A imamo povšter. kaj tam pod glavo? Povšter imamo. Imamo povšter. Evo, to je. Ne, kole, da. A to je dala pod glavo, kako čas, kole. Ja, še. Kar veske. Evo, povšter. Evo, dobro.
dobro. Ja, že v redu. Kar dajmo še. Pita pušta, ja. Dobro, evo, bravo. Hvala. Poglejte, najprej se je treba skoncentrirati na energijo. To je Teslina energija. Pri Teslini energiji začne delati že s samo namero. Pride ta energija. In če mi nameravamo zdraviti, v mislih zaprosim to energijo, da je prisotna in začnemo delati. Zapite oči. Smo prav Teslina energija. To so Teslini valovi. Kako pa drži v roke? Samo sproščeno. Evo. Takole. Začnemo pri glavi. In vi tako zategnete. Ne, nič druga. Nič, samo držim. Okay. Tukaj pa samo držim in začutim, kako energija dela. No, to neko ponovno povezavo. Vi pa rokce lepo dajte tako, da če boste to čutili. Sem šel zato na to stran, da vidite. Sem šel tu tako. To, kjer je bolan, držimo do časa, pa razdaljo, tako da začutite mrgolenje. In ko začutite mrgolenje, je to to. Zdaj bom šel okoli. Dokler ste lahko del, dokler čutite v dlaneh, toliko časa lahko to deluje. Zdaj smo pravzaprav, je cela soba v tej energiji. Teslini valovi, čim dlje si, močnejši so.
kako čutiš? Za mene sprašujete. Ja. Tukaj sem čutil nekaj premikanja. Evo, takole, počas bomo zaključili. Počas bomo zaključili. Takole. Vidim, da je v redu. Da se vedno zahvalim, energiji se zahvalim. To je no. Kako se v redu? Tako, to ne bi bila Teslina. To jo imate na internetu, pogledajte, imate vse posneto. Hvala lepa. Imate vse posneto. Trenirajte. Pa se povežemo s to energijo. Vedno z namero, nameravati treba. Zaprositi za dovoljenje. Samo to. Ste rekel, ne roke damo na posku. Kaj ste, kako ste mislili? Če bomo nekaj začutili, ko delate? Tako. Zdaj se ti? Jaz sem. Ja, kdo je čutil? No, dajte roke. Jaz sem različna. Ker je ta energija je povsod. Samo treba jo aktivirati. Vedno, ko nehate, ne se pozabiti zahvaliti. To je hvaležnost. Hvaležnost do te energije. Tako, tole sem vam hotel danes pokazati, ker ste cel leto vztrajni, dobri slušatelji. Sem rekel, bomo to ponovili. A ste za to, da ponovimo eden na drugmu? Boste probali? No, temo. Najprej, vsak si svojega partnerja prebere. Ko bom pobral. Zdaj si naredil gor, ne? Aha, čez celo. Mogoče sem ti prekrižala. In dol. Kaj, in zelo? To sem že naredila. Ja, jaz sem zdaj samo šla še na tako. Ja, to je za nos, potem pa še od spodaj. Še z druge strani. Še odprete od spred in od zad. Začel glavo. Vidite, bo kaj flavine? Naš ne bo, da če dokaj ne ve, ne vpraša. Ja, evo. Daj še malo, glava greže. Čakaj, probajte premakati. Probajte Se premikam, Izbržim, ne? Ali kako? točno, lepa. da čute, ko gre življenja, začne. Evo? Ja, kad začutiš, kar počas naprej. Kar počas naprej. Kar počas. Točno gledati, pa misli. Igraš se ti. Čutiš pa kako je.
Čakrico. Srčna kot može reči. Srčni čakri do kolinski. Gleda pa ne. Tam je moče. Sam da se zgleda. Prodaš se za njom. Še vprašanje? Kako razudali posle? Za prvo ne moraš izkušati. Ko se je v bistvu priznali. Hvala za vaše Zato je mrzlo. Šreda je proče. Što je mora kao Še spomnim nekaj od gor in dol. Čakaj, naprej gre v Jaz ne vem, je vlepo ven? Ali ni vlepo ven? Vprašaj, ne?
I czasem. Greče za vse. Železo, beton. Poczytam dwa oproce.
to Karkoli ste danes poskusili, to malo več veste doma, če bo koga glava bolila. Pa jo skušajte, če koga rama boli. Najprej greste na glavo, srce potem na ramo. Tako boli. Pa ne pozabite zaključiti. Ste zaključili vsi? Isto. Toliko govorimo, da se treba upreti roke. Narobe ni, da jih uperete. Zakaj? Da to pacientovo energijo spelete. Ampak to, ko ste spirali roke, s tem ste vi že nekje vedeli, da nabirate to pacientovo slabo energijo. Vi morate biti prepričani, da ste toliko pozitiven, da se to niti ne prime. Če boste šli enega rakoga zdraviti, to je šaka dobe. To so zdravilci v Sloveniji, ali jih je pomrli. Zakaj? Ker je on uporabljal svojo energijo. Čustveno. Čustveno je bil toliko zraven, toliko je svojo energijo porabil, da se je iztrošil. Jaz vas poučim dihanja. Skozi dih dobim energijo in jo skozi roke dam ven. To je samo mi. Energije posod. Mi pa to vdihavamo. Energijo vdihavamo. In energijo lahko damo ven. Tem je što. Če pa jaz ne vem za dihanje, pa samo roke tam gor, dam pa svojo energijo. Dam pa svojo energijo. Vdih, imaš energijo. Dihanje je naša
osnovna funkcija življenja. To vam razlagam že 4 leta. In če boste v dihanju doma, skozi dihanje pride do zavedanja opazovalca. S tem lahko opazujete misli, lahko opazujete svoje terapije, ki vam letijo skozi glavo. To je to. Ne žuza. Ko je ustavljanje. Nadaljavo isto, prezirim na svetlobo. Slušajte, koga od vas je že zdravil nadaljavo? Sta čutile? Jaz zdaj, poslušajte, ker v vesolju ni razdalje, to je samo tukaj in zdaj. Jaz postavim doma stol in začnem delati, kot da je pacient na stolu. Ker on je na stolu. Naredim, po telefonu vprašam, vsak čut. Zakaj? Ker ni razdalje. Kaj se morate vi potem tega pacijenta kaj vizualizirati ali... Jaz samo vem, da sedi. Na mojem stolu sedi. Ta oseba. Ja, ta oseba in jaz to... Ampak si morate predstavljati vse imenom, pa ga poznate, da veste, kako Niti ni treba. Od začetka to jaz tudi nisem verjel. Pa sem rekel, pa ne, to je nemogoče, kako bom jaz to naredil. Poslušajte, najprej sem vizualiziral, pa mogel mi je povedati, kako pa kaj, pa mi sliko poslal. Poslušajte, zdaj samo pravim, usedi se, glej proti jugu, daj roke na kolena, proti stropu in ne začnem delati. Dela! Poslušajte, med verovanjem in med šamanizmom je samo ta razlika. Šaman poskus, šaman na podlagi izkustev lahko ustvari eno svojo zdravljenje ali pa eno svoje prepričanje. Vernik, ko se mu ti sprašuje, ni pa čisto siguren, a je to ali ni. Vi ste pa sigurni. Zaradi česa ste sigurni? Zaradi tega, ker veste, da je ta energija v vas, ker jo čutite, ker ste jo začutili. Življenjska energija v nas. Kaj mislite, da je to Hudičeva energija ali Božja? Ti zakaj boš ti mislil? Torej, jaz sem ga začutil, jaz ga poznam, ker je v meni. To imate vi prednost pred verniki, ko grejo v cerkev. Kažem, da še mora tisti, ko ga delate, vedeti, da delate na njemu ali... Veš kaj, kaj ti tega sem? Ja. Mora tisti vedeti? Ja, to pa mora. On mora vas prositi, da ga lahko delate. To sem jaz zelo grešil, ko sem delal Qigong. Qigong je bila tehnika, kitajska tehnika. In sem zelo grešil, ker sem vse žlahtnike, kdo je bil kaj bolan, pa vse prijatelje sem jaz to po Qigongu zdravil. In enem parom sem povedal, da to delam, ostalim pa ne. In sem šel tudi tiste ostale pogledati, kako se počutijo. So bili zelo bolani, so bili zelo bolani. In so vsi z mano tako govorili, da vejo, da jih jaz zdravim. Ko sem šel pa k domačiču, sem pa zvedel, da to ne smem delati. To se ne sme delati. Tudi če dobro delate, je to nasilje. Ne smete. Lahko je še tako bolan, da ga še tako boli. On more vam reči, če vam ne bo rekel,
Ja. Kaj pa če človek toliko trmaš? Ja. Ga pokopljamo. Ja. Ko je to? Ne, ampak to je res. Jaz imam zdaj sošolca, prijatelja, ko so tudi ene stvari trenirala skupaj. Ima raka na pljučih in v glavi. In je rekel, te bom poklical. Ni poklical. Jaz sem mu samo pozoril. Več jaz ne smem. Ko je to? Jaz sem vam tole pokazal zaradi tega, ker pri mojih tečajnikih ni razlike med mano in vami. Jaz sem rekel, da vas bom vse naučil, karkoli znam. In prav je, da sledite, prav je, da delate. In samo skozi, ko sem na začetku govoril o korakih, ne vse naenkrat nehati, bomo pa kar na novo začeli živeti. Eno po eno napako lepo odpravljati in se boste dobro počutili. Jaz, ko sem alkohol odpravil, jaz sem vriskal od veselja. Ko sem cigarete odpravil, kdo je od vas kadil? No, tisti, ko ste premagali to, dajte roke gor. Kako ste se počutili? To je to, zmagal si, pa magaj samo cigareto. Ja, to ni enostavno. Korak po korak. Če samo en korak naredite, ga v drugem življenju ne boste ponovili. Ker ste to pravi. Prav v drugem življenju. Življenje je skozi. Hočem reči, v ponovni reinkarnaciji. Življenje je energija. Ta energija je skozi prisotna. Ali se jo zavedamo, ali se jo pa ne. To pač tako je. To je skozi prisotno. Skozi prisotno. Ko smo ravno prizdravljeni, dajmo še točko. Ste za to? Ja. Ok. Glejte mene. Ali